Tole je oddaja Popotnik, jaz sem Janin, tole pa Rok Voravš. Rok, pozdravljen. In so potem naslednji dan ob 6. zvečer nas pobrali, torej v soboto pa so se pripeljali nazaj v kamp. Tam so imeli tisti šabat svoj, v bistvu so sami imeli praznovanje. Ja. Soboto je ta nedelja, potem se je začela kot nov dan v tednu. Ampak če si hotel, si lahko tam ostal. No? Jaz sem tam ostal in je bilo zelo prijetno, tako dosti pojejo, pa se družijo, pa mislim, je bila prijetna izkušnja tudi takrat. Pa glavno, ko smo končali to delo, smo sprejeli Angleži, se našli, pa smo rekli, ok, gremo mi zdaj čez celo Ameriko z avtom, ampak smo imeli probleme pri tem, ker niso bili Američani, da bi avto registrirali. Lokalni najem avta je bil kar drag, no, smo potem v bistvu ostali v okolici Detroita, pa Chicaga, pa smo potem leteli v Los Angeles, čudovito mesto, no, mislim, meni je bilo zelo... Zdaj, problem je bil v tem, da je samo eden bil več kot 21 let star. Ja, voznik je bil star 20, ampak tisti, ko bi potencialno lahko vozil, je bil 22, ampak on ni imel svoje kartice, oziroma kartice na svoje ime, od drugega kartica pa ni bila sprejeta, pač, ker ni bilo isto ime gor, ne, kot je na osebni. Tam smo imeli potem 50... To so bili trije tvoji prijatelji, ki si jih tam srečal, Angleži. Ja, tako je. $50 dodatno vsak dan zaplačati, tako da če si res neizkušen šofer, je kar drag najem avta. Ne? Zdaj recimo, če bi danes šel, ko si čez 25 star, pa že izkušnje, to zelo ugodna stvar. No? Se pravi, da bi kupil svoje avto, ne gre, da ga najameš, pa gre sicer, ampak moraš dodatno plačevati. Ja, je kar bilo, ja. Tako da pol smo na koncu Mike z Nadalom šli v Los Angeles, pa smo tam kar 2 tedna ostali. No? Na plažo smo hodili pa na kakšne zabave, na kakšno bejzbol tekmo, pa snemali kakih šovov. No? Tako da je čas kar hitro minil, pa je bilo zelo luštno doživetje. No, Los Angeles je bil dosti bolj sproščen, recimo kot Michigan. Kakšne šove ste pa snemali? Šli smo na ta snemanje škatl, ala Zmago Batina je bil pri nas, torej ta šov, kjer odpirajo škatle. Se pravi, ti si tam publika? Ja, ti si publika, v bistvu sodeluješ, pa moraš, kot oni nakažejo, se moraš veseliti, pa ploskati. Ker dosti vode, ne, nič, to je izkušnja. In pač ta voditelj je bil kar, bom rekel, precej neizviren, no, tako iz mojega vidika. Zmago Batina je car, ne, če zdaj primerjam, kak je on vodil pogovor in zabaval ljudi in tistega tekmovalca, pač primerjam s tistim Ameriki je bil res car, no, pa kralj. Je pa bilo recimo med šovom, je bilo kar zanimivo vmes, ko je bila malo pauza, so pa morali, pač ljudje so se prijavili iz publike, da so recitirali ameriške besede, pač bi se črkovali. In vidiš, da ti kot nek, pa jaz rekel, angleščine nisem njih obvladal, no, oziroma angleščina sem se več ali manj pogovorov naučil v Ameriki, prej sem nekaj slovnico, v gimnaziji znal, ampak ko ti vidiš te Američane, ko se javijo, pa črkujejo osnovne besede, je to res šokantno, kako slabo je njihovo znanje. No? Mislim, res, če bi se jaz prijavil, sicer me niso hoteli imeti, ampak ko sem dvignil roko, bi bo moj najdlje prišel od tih tekmovalcev. Tako da, to mi je bilo tudi tak fascinantno pokazati. Ja, znate, ima v osnovnih šolah prav tekmovanje v črkovanju, kar je za naše pojme absurdna stvar, ampak očitno ne gre preveč. Je res, da je dosti enih dvojnih črk, pa teh, bom rekel, tudi iz latinice, moče pobranih izrazov, pa zaradi tega so ene besede res zelo težke, no, ampak tiste osnovne, ko so bile v tem šovu, bil kala pauza v mesecu, pa bile res tako preproste, da... Ja, drugo noben nič ni osvojil tistih. Ja, tako prišli smo tudi na bejzbol tekmo, to je pa tudi v bistvu, če gledaš po televiziji, dolg čas, res dolg čas, ampak ko priješ živo tja, naredijo pa res taki šov, da tam se stalno nekaj dogaja. Pa ti v bistvu spremljaš celo igrišče, kjer se igralci postavljajo, ker v bejzbolu je dosti taktike. Zdaj recimo tisti, ko meče žogico, tisti, ko je že recimo na drugi pa tretji bazi, ne rabi stati na bazi, že lahko on naprej stoji. In ko tisti, ko meče žogico, torej to vidi, lahko vrže tistemu svojemu soigralcu na drugo bazo in tistem njega izloči, ne rabi tistemu, ko odbija z kijem vreč. Tako da je dosti takih for, ki jih pač igralci uporabljajo in tudi zaradi tega za gledalce zelo zanimivo. Pa tudi vmes imajo razne tekmovanja za gledalce, pa ugibajo koliko ljudi je recimo na stadionu, pa tudi če se kdo poroči, kdaj zaprosi koga, pa ne vem, vstati moraš, pa imaš aktivni odmor, pa plešeš 10 minut. Gledam, tiste 3 ure, ker sem bil na tem bejzbolu, po moje, tako hitro minilo, ko še nikoli. No.
Skratka, bistveno več se dogaja kot tisto, kar vidiš na televiziji. Ja, absolutno. Po televiziji, ko sem ga kdaj prej gledal, sem samo preklopil, ker je bilo res zgledalo res nezanimivo. Sicer večina Slovencev niti ne ve natančno pravil pravzaprav za bejzbol. Ja, to je tudi res, ja. 4 baze, pa moraš teči med njimi. 4 baze, ja. Čim boljše moraš odbiti žogico, da lahko ti ali pa tvoji soigralci, ki so že na bazah, pridejo do zadnje baze, četrte, da dobijo točko. Si kdaj probal? Mi igramo v šoli, igramo sicer kickball, torej z nogo brcajo otroci, ampak drugače. Težko zadeti žogo? S kijem, mislim, mi kar z nogo brcamo, nogometno. S tistim betom nisi probal? S tistim je pa malo težje, rabiš opremo, v bistvu tako, da stoji fiksno žogica gor na taki gumijasti palci, pa potem s tiste odbijaš. Tako da, kaj se tiče Los Angelesa, plaža je bila res krasna, pa ko greš po tistih ulicah Beverly Hillsu, pa tiste bulvarje, ko recimo si gledal Baywatch, ko si bil mlajši, pa te policaje na kolesih, kaj so že bili na rollerjih. Ja, tudi so bili, ja. Na kolesih vem, da so bili. V glavnem je res fascinantno to videti, pa tam je dosti enih umetnikov na ulici, pa košarka se igra, pa tak zelo mesto, kjer dosti dogaja.